Medtem ko vlada zatiguje davčni vijak, vse več ljudi prosi za hrano, obleke, še zlasti pa prednjači pomoč pri plačilu položnic, pomoč pri kurjavi, šolskih potrebščinah. To je bilo v letošnjem letu kar dosti opazen porast. Za kar petino namreč brez Karitasa, Rdečega križa in drugih dobrodelnih organizacij mnogi ne bi več mogli živeti človeka vrednega življenja. Država je preobremenjena, a ima hkrati še vedno dovolj denarja, da deli subvencije izbranim podjetjem. Če lastniki in banke niso pripravljene pomagati podjetju, po kakšni logiki je potem država oziroma so davkoplačevalci tisti, ki morajo reševati podjetja. Kljub pomoči iz naših žepov pa ta podjetja kaj hitro spet zaidejo v krizo, saj jih vodijo po večini nesposobni mladi ljudje, ki so zdaj naši menedžerji. Večina jih je umazanih, tudi nesposobnih. Za tistih 5000 evrov mesečne plače so bili pripravljeni narediti karkoli. A takšna je pač logika pajdaškega kapitalizma. Kako sicer razložiti situacijo? Da lastniki podjetja najprej izčrpajo z prenakazovanjem denarja v davčne oaze, nato pa država namesto njih rešuje ta podjetja. Medtem pa delavci nekdaj uspešnega Novolesa obupavajo, da bi oživeli podjetje in ponovno omogočili delo tistim, ki so ga izgubili, so se združili v zadrugo. Da zadruga je čista kot solza. Nima nobenih privatno-lastninskih, grupno-lastninskih, zasebno-lastninskih interesov. A jim vlada nekako ne prisluhne. Če se že gre država oživljanja lesne proizvodnje za božjo voljo, potem mora tudi imeti v umu, v mislih, kako bo to dosegala. Verjetno res nima sredstev. Nima več, ker so plenilske elite iz podjetij v državni solasti počrpale vsaj 10 milijard evrov, je izračunal Vehovar. Podjetja sklepajo pogodbe z podjetji, ki so pod vplivom politike, in te pogodbe so recimo 4-kratno preplačane, glede na vrednost posla. In potem ta denar se pretaka v zasebne žepe v ozadju in se pretaka na račune političnih strank. No, medtem ko z davki država ustvarja revščino, pa te plenilske elite, ki so nam iz žepov pobrale toliko milijard, za zdaj ostajajo nedotaknjene.